Kje si že? To. Me zanima, kaj se te je zdaj dotaknilo, da bi pismo, a veš, da v resnici ne vem. Jaz sem sam tako eno tako željo imel. Sam želim si tukaj zraven biti in se pogovarjati z vama. Tako mi je fajn v bistvu, ker vedno sem na drugi strani, vedno vaju poslušam, ampak ne morem iz sebe, da ne bi z vama komuniciral, no? Ker ste tako fajn v bistvu, no? Res. Ja, mi dva sva to pričakovala, Anžeja, veš. Ja, res? Normalno. Jaz nisem. Ampak mi je ful všeč ta ideja. Jaz sem ful vesel, da si se nam pridružil, ko v bistvu mi se tam skozi pogovarjamo, je kar težko iti domov, ko posnamemo neko stvar in čist carsko. Dajmo se še malo posneti, dajmo se še malo dotakniti. Kakšna ti je bila ta tema? A se te kaj dotaknili? Ja, v bistvu, če sem čisto iskren, kot snemalec, ponovadi se poslušam tematiko, kaj se dogaja, ampak v resnici bolj poslušam ritem, ker moram pa tudi kadre spreminjati, pa zvok, tako malo pimpati vmes. In če mi zdaj vprašaš, katere so te 4 točke, o katerih ste govorila, pojma nimam. Vem samo za obrambo oziroma defenzivnost, ker smo se pač prej o tem pogovarjali. Tako da ja. No pa dajte mi vidva povedati. Zdaj, kaj je defenzivnost, pa kaj je obrambnost v odnosih? A kaj je razlika? Ja. Ja, se v bistvu je isto opisuje, ne? Nekako sva rekla, da obramba kot obrambni mehanizem je zelo širši pojem. Ja, tako si jaz predstavljam. No. Mislim, če rečeš obramba, je takoj obrambni mehanizem in obrambni mehanizem, tako kot je rekel Miha, kot nadpomenka vsem tem zadevam, ampak v bistvu vse te stvari so nefunkcionalni obrambni mehanizmi. Ker smo se dotaknili. Ja, ker tudi kritika je obramba. Ja, vsi te so. Pa prezir je obramba, pa umik je obramba. Defenzivnost, koliko sem pa jaz, Luka, tebe razumela, da je defenzivnost pa malo bolj specifika pri nesprejemanju odgovornosti. Ja, točno to. Sem te prav razumela? Ja. Okay. Dobar si me ti, si terapeutka. Pa poslušam jaz. Poslušam, kaj moški pove. Okay. Dajte mi povedati, tako se mi zdi, veš, da moški zelo radi gremo v umik. Dajte mi povedati, ali obstaja konstruktivni umik moškega? Jaz mislim, ta odziv takrat za moškega je konstruktiven. Zdaj se umakniti, pa pomiriti, pa potem pogovoriti, ali pa tudi ne pogovoriti, pa samo počakati, da mine ta stvar. Saj različni smo si. Ampak v mislih moškega se mi zdi, da je to doskrat, sej s tem, to ni dobro, da zdaj rešujeva, pa se malo pomirila, pa se malo umaknila, ali pa tudi, da ne zdrži s tem stvarem. Dobro vprašanje, tako, konstruktivni umik. Jaz mislim, da čisto odvisno od konteksta. Pa odvisno od para, pa odvisno od njune dinamike. Tako, ker če moški potem je sposoben priti nazaj iz svoje jame, tako v narekovajih, ko se umakne, potem lahko tudi ženska začuti, rabi nekaj časa, ampak pa bo prišel in sem jaz sigurna, da bo. In to ne pomeni, da je on mene zapustil. Zdaj, če pa mi nimamo take izkušnje, da se moški kar umakne, pa kar ne veš, pa ti ne da nobenega opozorila, pol je pa lahko težava. Vse je drugače, če se pogovoriš pol o tem. Pa nasloviš, pa pol spozna, v tem primeru ona, da se on pač umakne in pol to razume in mu da prostor in je lahko na koncu čisto funkcionalno. Ja, ful dobro vprašanje. Ja, v bistvu, veš, tako, res razmišljam, ampak je pa res povezan s tem, kakor ste rekla. Če ima ženska izkušnje, da moški samo potrebuje nekaj trenutkov za sebe in potem bo prišel nazaj in bo to skomunicirala, super, thumbs up. Kaj pa če ne? Ker moje predvidevanje osebno je, da takih konstruktivnih komunikacij, odnosov v partnerstvu mogoče ni prav zelo velik. Ja, sej tudi ta primer, ki so ga midva dala v teh jezdecih apokalipse, to so vse stvari drugače, ki se stopnjujejo. V smislu najprej kritiziranje, poje prezir, poje defenzivnost, poje pa ta umik. Ampak ta umik je res čustven umik. Ne sam
umik, ki se pozna na vseh področjih, a ne, tudi na njunem skupnem preživetem času in nekem veselju, pač ni toliko veselja, ki je on ali pa ona, no, čustveno čisto umaknjena. Ne pride samo v tistem konfliktu to je ta umik, sedita pač jesta večerjo in on ali pa pač ona, no, je z glavo čist drugje, ni v enem trenutku in ga ta drug ne more preklicati tja v tisti odnos. In to je pa že res pokazatelj, da je treba kar nekaj narediti hiterno, če ne sam razpade. V bistvu me to vprašanje zanima, mogoče za Urško. Če moški prepozna, da ne zmore še nazaj prijeti, da potrebuje umik in ne zmore prijeti nazaj. Moja osebna izkušnja je taka, da sem v odnosih vedno se umikal in ženska je še vedno bolj v mene rinila. In vedno bolj me je to odvrnilo, v bistvu, da bi karkoli skomuniciral. Vedno bolj sem se počutil napadanega, ker sem pač izhajal iz občutka žrtev in tako naprej. Kaj lahko ženska naredi v takem momentu, ko vidi, da v bistvu bolj pritiska na moškega hujše? Ali sploh ima lahko ženska neko moč v tem kontekstu, da bi v bistvu v resnici na nek način ona stala za ta odnos skupaj? Jaz mislim, da ima, zagotovo. Z drugo držo. Zagotovo, ja. Jaz bom rekla, v prvi vrsti je dajanje prostora partnerju izraz spoštovanja. Nismo vsi enaki, ne potrebujemo vsi enako dolgo časa, da pridemo nazaj, da se pogovorimo, in se mi zdi, da je to, da jaz dam partnerju čas, to pomeni, da jaz spoštujem njegov proces, njegov način razmišljanja, njegovo sestavljanje, da on sploh lahko o nama razmišlja. In ko recimo jaz pustim partnerju, da ima on svoj čas, on more si sam želeti priti nazaj. Dobro, ne govorimo o tem, da je moški en mesec tiho, ne govorimo o teh skrajnih primerih ali pa nestabilnih razmerjih in tako. Ampak Urška, moški so tiho leta, desetletja. Kaj takrat? Lahko da mi jaz spomnim to, pa boš ti povedala. Meni je najprej prišlo, da kaj lahko ona naredi, da pride z neko drugo držo tja. Nekaj je to napadanje, pa dej, pa povej, nekaj pa, kam odhajaš, pa pač, da se ga prime za roko z nežnostjo. Kaj se dogaja s tabo zdaj? A ti lahko jaz kaj pomagam? Ja, kako se počutiš? A veš, sam prostor tem stvarem, ko pač, mislim, če pa lahko kdo pride z nežnostjo in milino in ženskostjo, pa pač neka ženska, ki pač lahko stopiti, pa. Če se vem tako reči. Tvoj predlog je, da je ženska bolj v ženski energiji, bolj mila, ljubeča, se pravi, gre bolj z energijo ljubezni. Lahko, ja. V takem primeru odnos. Je to lahko nekako dober pozitiven trigger za moškega? Odvisno od vsakega razmerja, ampak jaz mislim, da lahko je. Ker je nekaj drugačnega. Ja, ker ni spet to napadanje, on se pa pač umika, ampak je, deva, težko ti je zdaj, hočeš se umakniti, dajmo ti malo prostor, pa ne me narobe razumeti, ni zdaj tako, zdaj mora ona poskrbeti za njega. Pač, odgovornost moškega tudi mora biti. Ja, absolutno. Ampak ne vem, že ti povej, če te nekdo napada, pa se ti umikaš, ali pa če nekdo, da bi ona prišla z neko nežnostjo do tebe, kaj se s tabo dogaja? A pa samo bila s tabo tam, samo ob tebi. Ne rabo se pogovarjati, deva se samo uleš nazaj. Sam čutim, da se nekaj dogaja, jaz bom s tabo prečutila vse to, kar ti čutiš. Kako mene to razoroži. Ja. Jaz spremenim mood, grem ven iz te obrambeno, definitivno. Zato, ker ko začutim ljubezen, sočutje, se mi srce odpre, in ko se mi srce odpre, lažje delim stvari, lažje povem, kaj čutim. Ja. Če ne sem pa sam v umu, je pa dostikrat v zamerah, v jezi, besu, je žalosten. Ja. In pol tako. Iz tega pa ne moreš kreirati dobrega odnosa. Težko, če si samo v teh občutkih. Dobro vprašanje, da si dal. A imaš ti mogoče kakve podcaste ali pa kaj? Kaj bi prišel k meni kot gost? Ja, veš da. Jaz bi še pa tukaj dodala, da ko ženska
začne biti malo bolj v svoji ženski energiji, se moškim to zdi malo čudno na začetku, sploh če ni bilo te izkušnje. In lahko si moški misli, ok, kaj ima zdaj ona za bregom, zakaj je zdaj z drugačnim pristopom prišla. Tako da mogoče tudi ena opaska ustrajati v tem. A ne? Torej, ženska se mora tudi odločiti. To zdaj ni ena taka situacija. Ok, zdaj bom pa jaz v tej situaciji do njega nežna, sočutna, ker je mogoče mene ne trigira toliko, ampak to je odločitev za držo. Držo, ki jo ima ženska v odnosu do moškega. In samo tako za eno ustrajnostjo, z enim ustrajnim... Ustrajanje je itak ogromen del. Ampak je pa težko, velikrat je težko. In si rođen, da biraš. Kako pa veš, recimo, da če ustrajaš leta, lahko v resnici, da se ti bo to na nek način na koncu izplačalo. A to lahko... Kdaj to prepoznaš, a veš, kako to predelati, ali je tukaj moje poslanstvo, je to moj namen v življenju, a grem jaz res lahko s to mojo potrpežljivostjo leta v ta odnos. Odvisno od vsega, ampak jaz za nek zdrav, funkcionalen partnerski odnos bi rekel, sej ti pač ustrajaš v teh stvareh in daš prostor in naslavljaš in potem spet malo zdržiš in je že malo manj tega. Mora biti pač slej ko prej neka sprememba. Mislim, če si v odnosu 5 let, pa sam tam stiskaš zobe, to se mi ne zdi glih zdravo, pa dobro, dolgoročno. Pač sprememba, ok, mora biti. V smislu bolj, ko govorimo, kle zdržati z nekimi stvarmi, je zdržati z nečim novim. Tako, kot si rekla, pač zdaj sem jaz šla z neko drugo držo v to. Ok, bom to zdaj enkrat naredila za 10 minut, pa je to, ali bom to še kdaj. Ampak to ne naredi zaradi njega, ampak zaradi sebe. Ja, zaradi sebe. To je pomembno. Pa zaradi odnosa. Absolutno. Mislim, on je isto odgovoren. Absolutno. Ja. Ne, itak mora biti sprememba. Okay. A se lahko, rečeš, ok, bom zdržal s tem, ne? A se lahko vprašaš v odnosu, držim ta prostor in kaj me še uči? Kaj me uči v bistvu, no? Tako. Jaz mislim, da koliko časa moram preigravati to učenje, da bom prišel jaz do nekega spoznanja. Lahko tudi spoznaš, ok, ta partner ni ok za mene, ne? Na koncu. Pa rečeš, gotovo sem, da pač ne bo šlo. Prišel sem do tega zaključka. Ali pa kontra, gotovo sem, da lahko greva še naprej. Še veliko ti dati in tudi dobiti od tebe, da se še nekaj naučim. Konec je vedno ta odločitev. Ja. Ali ustrajati, se boriti v odnosu, ali zaključiti stvar. Ampak kaj se mora zgoditi, da ti prideš do te točke? Do te točke, ko razmišljaš ali zdržati ali razhod, to pa niso bile spremembe dobro vnešene v odnos. Ja ne, da jaz bi raje videl, kaj se mora zgoditi, da ne prideš do te točke. Ne? Ampak jaz pa mislim, da če se že vprašaš, da prideš do točke, ko se vprašaš, takrat že imaš polovico odgovorov. Ja, mislim res, zakaj se sploh moraš vprašati to, a sva midva za skupaj ali nisva? Mislim, če si srečen, zadovoljen, se tega ne sprašuješ. Izpolnjen ob tem človeku, da rasteš ob njem, on raste, odnos se razvija. Zakaj bi se sprašval? Prav to mene zanima, kaj mora biti, da ne prije do tega, do teh stvari. In kaj mora biti je, da si ona dva data nekaj, česar nista imela. Neko novo stvar, neko spremembo, neko tveganje in zdržanje z nekimi stvarmi. Ne, če so ti odgovorila. Ja, težko na to govoriti, ker je kompleksna stvar. Ker ne moreš reči točen ta točka. Lahko sam tam rečeš, tam nekje, prej si dobro izpostavlja. Če se že to sprašuješ, se moraš vprašati, zakaj se to sprašuješ sploh. A sem že toliko delač, da res ni ok. Pa tudi še takrat se moraš še pod vprašanje dati, ok, zakaj jaz nisem ok, ne? Ja. Zakaj razmišljam zdaj o tem, ne?
A jaz nisem ok, a jaz ne ustrajam dovolj, a jaz nisem dovolj stabilen v svojem okoru, a ne, da se sprašujem take stvari. Meni prvo, kar pade, ko postavljaš ta vprašanja, bi jaz rekel, a ste govorili o teh stvarih s partnerko? Ne, to se jaz sprašujem. Ja, zakaj ne? Pač, daj naslov, dajmo prostor tem stvarim. Ampak koliko je to ranljivo? Ja, dobro, to je pa drugo. Ja, ni drugo, je grozljivo ranljivo zelo ključna zadeva. Ja. Kako biti ranljiv v partnerskem odnosu? Pa to je pošastno včasih. Ja, za moške je to brutalno, ja. Ja. Mi se moramo prav res naučiti, kako... Ja. Ampak to je tek na dolge proge za žensko, recimo. A ne? Da je ženska recimo malo bolj ozaveščena v teh stvarih, pogovor, komunikacija, iskrenost. Ja, ker doskrat so pač čustveno bolj... Tako. In potem pa recimo dobi enega takega moškega, s katerim mora trenirati. A ne? In tam en moški bo mogoče naredil en mali korak naprej, bo rekel, ok, počutim se zdaj tako in tako, pol se bo pa zaprl, čeprav je povedal. Meni gre vedno klepalo vprašanje, ampak zakaj pa si izbrala tega moškega, ki je zaprt? Ne? Absolutno, je to tudi nekaj mojega, ne? Ja. In kaj me uči, ne, ta partner, recimo, pa ta oseba? Potrpežljivosti. A ne? Kako potrpeti s tem, kako potrpeti ali pa zdržati s tem, da ni nekaj tako, kot sem si je zamislila. A ne? Jaz želim odgovor, ne vem, danes, on mi ga da čez 2 dni. Ja, ne, Miško, si zamudil, a ne? Fertik, a ne? Ne dolazi v obzir, a ne? In kako zdaj res zdržati s tem, ok, ni mi dal odgovora, ampak to še ne pomeni, da on odhaja, da on prekine stik. To je pa za žensko neko novo učenje. In oba moška. Ker res lahko samo to rečeš. Koliko je fajn, ko jaz sem zdaj v manjšini, kot ženski spol, utišati moške. Ne? Ok, to je malo sarkazem bil zdaj. To je malo maščevanja, moški. Kaj za mene z moški? Nič, a ne? Nič? Ne. A te malo zdaj rostamo, No dej, ajde, gremo ta rob. Ajde, če si v manjšini. A imate robčke tukaj, ki je v bližini? Si upaš zagristi to jabolko? Veš kaj, danes imamo pa dan. Terapijo imamo. Dan svinka je danes. Ne, hotela sem v bistvu reči, da danes imamo dan, ko rušimo meje, ki smo si jih postavili. Tako da, če upam roastati, ajde, 1 minuto ti dam. Hudo, ful sem vesel, da si se nam pridružil. Evo, in tam je en moški, ki bo mene zaščitil in zaključil tale pogovor. Ja, glih to razmišljam. Sam sem čisto iskren, 1 minuto je premalo, da bi te zrostil. Absolutno. Ker bi po moje udaril po najhujši točki in ne bilo god. Res je. Da, jaz se strinjam. Cenim, spoštujem in želim vse dobro, tako da mogoče roast kdaj privat bolj. Absolutno. Bomo poskrbeli za našo manjšino. Tako, ja. Hvala za sočutje, evo. So moški tudi sposobni sočutja, ne? Smo, ne? A nisi vedela? Imamo roasta, veš? Super sta. Zelo dobro skrbite za me. Ja. Drugač pa v bistvu res dobra ideja. Mogoče tale roast enkrat čisto zanimiva. Zanimiva tematika. Ja. Terapeuta. Terapeutski roast, ne? Ja, to. Wow. To bi A si upaš, Lukič? Ne. Tako da, dajte komentirati, če vam je ta ideja ful všeč. Samo pišite spodaj in bomo mi razmislili, če gremo v to tematiko. Jaz sem za. Zdaj treba še samo moško populacijo malo spodbuditi. Tako da, dajte spodbujati. Ok. Luka ni najbolj... Ne vem. Jaz bom še razmislil o teh stvarih. Ok. Bomo pa razmišljali, ne? Ja. Dokler nam čutili. Tako. Da sem klej jaz na tem stolu. Super, top.
Okay. Ful sta fajna, res. Ja, hvala. Uživam v teh pogovorih. Ful sem vesel, da smo se našli. Ja. Ja. Top. Hvala, Tanja. Hvala, Tanja. Ja, res. Ja. Tanja Repič, drugače. Slavič. Ja. Hej, se vidimo. Čau. Čau. Come a little closer. I wanna dance with